In prehajamo na 9. točko, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik. Skrajšan postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 11. Predlagatelj župan, poročevalca pa Timotej Štritov in pa Sandi Borc. Besedo ima Timotej Štritov, izvoli. Hvala za besedo. Predlaga se torej sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik. Gre za odpravo nekaterih neskladij med evidentiranimi podatki, predvsem glede dolžin posameznih odsekov v občini pa izven občine na posameznih cestiščih, pa hkrati se s spremembo odloka na novo kategorizira 5 cestnih odsekov, in sicer na območju Ševka, Vranje peči, Las, Soteske in Šmartnega v Tuhinju. Skladno z uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest je bilo gradivo v mnenje in predlog posredovano Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Pridobili smo pozitivno mnenje, lastništva so urejena, tako da so izpolnjeni vsi pogoji za dodatno kategorizacijo oziroma dodatnih cestišč. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo v prvi obravnavi. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo. Imam eno vprašanje, in sicer, če še vedno velja, tukaj se pravi, da velja, da če se pravi nek odsek oziroma do neke hišne številke pač ni odmerjena cesta oziroma ni odkupljeno zemljišče, se ta cesta ne more kategorizirati. Zdaj, teh cest je kar nekaj še, ki niso odpisane oziroma niso še v lastništvu občine, pa so kategorizirane, se pravi iz preteklosti. In tle se mi zdi malo nesmiselno, zakaj bi neka hišna številka, ki ima gradbeno dovoljenje, celo uporabno dovoljenje, nima pa še, se pravi, odmerjene ceste, se mi zdi, da je v predvsem slabšem položaju. No, tako da ne vem, tole mi ni čist, to smo sprejeli, mislim, da je pred 2-3 leti, no. Tak se pravi, tak sistem, pravilnik, ki ne omogoča potem, se pravi, kategorizirati ceste do posamezne hišne številke. In ali mora res tudi več številk biti, več hišnih številk, da se sploh lahko kategorizira. Tle sem noter bral, je kar nekaj odsekov oziroma do hišnih številk, kjer je 30 metrov, 50 metrov, 40 metrov in podobno, ali mora biti več hišnih številk. No, samo to. Hvala. Hvala. Besedo ima Timotej Štritov. Hvala. Ja, to ni pomembno zdaj, koliko je hiš ali pa hišnih številk ali pa kakšna je dolžina odseka, lahko je kratek, lahko je daljši, ja, seveda mora biti pa predhodno za nove, se pravi dodatne kategorizacije, pa mora biti izpolnjen pogoj, se pravi, da je zadeva predhodno v naravi geodetsko odmerjena, pa da je urejeno v lastništvu, se pravi, da je lastnik občina Kamnik. Zdaj, zakaj nekateri so, nekateri ni, mislim, zdaj v kakšnem položaju so eni občani ali pa drugi, je pa zdaj, zadeve so različne, nekateri imajo dostope do svojih objektov po javnih zemljiščih, se pravi po kategoriziranih cestiščih, nekateri imajo po zasebnih zemljiščih, nekateri imajo urejene služnosti, nekateri jih tudi nimajo, nekateri so v dobrih odnosih s sosedi, nekateri niso. Zdaj mi zadeve, kar se tiče prenosa lastništev po odmer, pač nekako praviloma urejamo hkrati z investicijami, se pravi, ko gradimo ali asfaltiramo novo cesto ali gradimo neko infrastrukturo ali vodovod ali kanalizacijo ali karkoli drugega, običajno na koncu odmerimo še cesto, ker enostavno, če bi šli po celi občini zdaj v enem kosu vse te zadeve urejati, je enostavno in izvedbeno prezahtevno in konec koncev tudi finančno, ker zdaj tudi v praksi so zadeve zelo različne. Zdaj nekateri občani so bolj naklonjeni prenosu v javno last, nekateri manj, nekateri prenesejo brezplačno, nekateri želijo po zelo visokih cenah prenašati oziroma prodajati zemljišča, po katerih v naravi potekajo cestišča, tako da zadeve so zelo različne. No, probamo pa, konkretno recimo pri cestah, kje se na novo asfaltiramo, običajno z vsemi lastniki sklenemo enake dogovore s tem, da pač na nekaterih območjih na brezplačno prenesejo, na nekaterih poceni, ampak potrudimo se pa, se pravi, da se odkupuje po istih cenah. No. So pa pač res zelo različne zadeve. Se pravi, nekje so ljudje naklonjeni, nekje niso, tako da
Tako da sproti nekako poskusimo urejati, kolikor se da, bo pa seveda dolgoročno ali pa srednjeročno treba po celotni občini to slej ko prej urediti. Hvala. Hvala. In tudi po celotni državi, ker nismo unikom, to je po celotni državi, v vseh občinah so problemi podobni, tako da tudi državni svet bo te teme naslovil, kjer član sem in v njih razpravljal, so pa posod podobni izzivi. Tako da še kdo? Ne, potem zaključujem razpravo v prvi obravnavi in bomo glasovali v predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep v prvi obravnavi sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo, glasovali bomo še enkrat po istem sklepu, torej v drugi obravnavi, in sicer glasujemo o sklepu občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.